sem to bilo izbratošno srečanje pod lipami. Nocoj imamo v naši sredi gospoda Stanka Silca, 90-letnika, duhovnika iz Primorske. Avtorja knjige Skozi ogenj. In nocoj pa se bo že ni pogovarjala dr. Marija Cencič, ki je tudi urednica knjige, ki je išla pri Goriški Mohovjevi ob zadnji zbirki. Lepo pozdravljeni, veliko čast mi je, da smem danes tukaj s gospodom Silcem sodelovati in predstaviti to njegovo pomembno zgodovinsko delo. Torej, gospod Stanko Sivec, župnik sedaj v Privačini, je začel pisati svoje spomine na zgodnjo mladost, predvsem pa na tista dogodke in tiste doživljanja, ko so ga dolgo časa motile pri mirnem spanju in z grozotami, ki jih je preživel. Torej, knjiga je zdaj pred nami, že v ponatisu in torej, življenje, ki ga je gospod Stanko Sivec in njegovo dozorevanje je tako zanimivo in pomembno, da je prav, da ga tudi spoznamo in da znamo ceniti naše duhovnike, njihovo trpljenje, ustrajanje, njihov pogum, da so ostali to, kar so bili namenjeni pastirji svojega ljudstva. Gospod Stanko je doma iz Livka. Poseben je bil kraj in poseben je bil čas, ki ga je doživljal in v katerem je dozoreval. To je zelo lepa vas na široki prevali med Metajurjem in Kolovratom, ker je v družini s 5 otroki, ker so pogrešali očeta, gospodarja, ob skrbni materi doraščal in se ob trdnem delu na gorski kmetiji torej krepil, učil se živeti za življenje, ki ga še ni poznal, kam ga bo vodilo. Zelo lepo opisuje tisto svoje otroštvo, ki lahko rečemo je značilno otroštvo srečnih revežev, ko so bili otroci zadovoljni vsem, kar so imeli in so krepeneli in se zadovoljili s druženjem, s preprostimi igrami, svojimi vrstniki in niso tarali ne zaradi pomanjkanja, ne zaradi trdega dela, ker drugačnega življenja niso poznali. In tako je gospod Sivec dozoreval tudi svojimi vrstniki v tisti znameniti 13. šoli po strmih bregovih Kolovrata in Metajurja, po grapah, potokih in strjeval svojo dosego tisto vitalnost, ki smo lahko še danes nevošljivi. Tu je preživel leta 12. leta. Na posvetovanju domačega župnika, ko je pregovoril mater, naj dečka pošlje v Gorico na semenišče, je seveda zapustil svoj idilični kraj in odšel dokaj hladno okolje in seboj nosil doto, ki jo je tam dobil. Delovnost, potrpežljivost, vztrajnost, pa tudi nekaj trme. Ampak tiste trme, kot je opisal Ivan Trinko, ki daje moč in odpor. Trinko je napravi, vsakemu je Bog dal nekaj, kači strup, kravi roge, zajcu noge, nam pa trmo. In tako je postal s tisto svojo krepko voljo trden, da ni upogibal svoje hrbtenice pred nikomer. In vztrajal in šel skozi ogenj, ne da bi se ožgal. Tukaj v semenišču seveda se je prišel druščino čisto drugačno, z vrstniki 3 jezikovnih skupin, Slovenci, Italijani in Furlani. Kot veste, ne bomo govorili o tej dobi, ki jo v glavnem že vsi poznamo, je bil vse v italijanščini. Le duhovniki, visoki cerkveni dostojanstveniki so tu v Gorici skrbeli
tudi za njihovo domoljubno vzgojo in za to, da se imeli vsej malo pouka v slovenskem jeziku. Tu se lahko spomnimo gospoda Močnika, Franca Močnika, Antona Rutarja, Ivana Rejca, pa tudi Antona Kacina in drugih. To pa zaradi tega, ker je bil to čas, ko so duhovniki prevzeli še posebno nalogo poskrbeti slovenskim ljudem na Primorskem, da bi imeli dovolj posvetnih intelektualcev in narodno zavednih duhovnikov, ki bi pomagali ljudstvu ustrajati pred asimilacijo. In tako so tukaj dobili še dodatno tisto narodno vzgojo, zavest pokončnosti in zavest potrebe služiti svojemu ljudstvu. Torej oblasti ni bilo to čisto tuje, zato je premaknila semenišče nekam v Furlanijo, takrat, ko se je Italija pripravljala za napad na Jugoslavijo. Vrnili so se tukaj sem spet nekaj proti koncu svetovne vojne, toda takrat je že motilo veselje pričakovanja konce velike morije, zavest, da svoboda obljubljena ni namenjena čisto vsem enako, posebno ne tistim, ki so bili ideološki nasprotniki novega sistema. Tako se je že zgodaj čutilo ta odnos nove oblasti, preden je bila legalna oblast do cerkve in do vernikov, posebno pa do tistih, ki so vero oznanjali, ker se je smatrala, da je to opis za ljudstvo in da je krščanstvo in katolištvo največja ovira pri razvoju boljšega in lepšega življenja. To se je čutilo že med vojno. In sicer s prvimi tudi izginoti duhovnikov, za hrbtmi umori že 43. leta, potem 44. leta so bili umorjeni 6 duhovnikov in 3 bogoslovci. Leta 46 oziroma po 45 do 47. leta je moralo nasilno čez mejo 24 duhovnikov, nekaj je bilo čez mejo tako rekoč nesramno vrženih, kar nas spominja predvsem dogodek z gospodom Francem Močnikom, ko so ga Slovkanci 2-krat pognali čez mejo, nekateri pa so sami zbežali, ker so bili opozorjeni pred zlim. 46. leta je prav tako so izginili še 3 duhovniki, torej ugrabljeni in potem umorjeni. Temu je sledila potem legalna oblast 47. leta na tem območju, ko je bilo v letih 47 do 52 brez sodnih procesov zaprtih 18 duhovnikov. 32 duhovnikov pa je bilo obsojenih in kaznovanih na prisilno delo, zaporne kazni ali denarne kazni. Odnos do cerkve se je kazal tudi drugače. Z veliko propagando po časopisju in na javnih sestankih proti veri, proti cerkvi, proti posameznim duhovnikom. Udejanjale so se ta propagandna gesla pa s tem, da so skrunili križe, podirali znamenja, mi rečemo pile po vaseh, potem seveda uradno prepovedali pobirati miliščino, pobirati tudi biro, v kateri so duhovniki živeli, da niso imeli s čim se preživljati. Nadalje so prepovedali vsako cerkveno delovanje izven cerkvenih zidov. Počasi so izrinjali verouk iz šole, ki je postala osebna zadeva, ampak so z udeležbo verouka morala podpisati oba starša. Duhovniki so morali prositi oblast za dovoljenje, da lahko opravljajo svoj poklic.
Veliko je bilo nasilja, preprečevanja Birme, skrajni primeri so gospod monsignor Jakob Upmar, pa recimo škof Anton Vovk, še drugi. In seveda verniki so izgubljali svojo enakopravnost z drugimi državljani. In v tistem času pa je bil visokorasel mladenič Slivka, ki si je upal v teh okoliščinah nadaljevati svojo pot, ki si jo izbral, in iti v Ljubljano na bogoslovje, da bo postal pastir svojega ljudstva. In tako malo po tej odločitvi si začela njegova pot skozi ogenj. Gospod župnik, prvič ste šli v spremstvu udbovcev z Livka proti Kobaridu že 49. leta. To vemo, da je bil čas informbiroja, ko je začel delovati Goli otok, ko je bilo veliko montiranih procesov za razne navidezne sovražnike domovine in države. In kaj so pa vas osumili, zakaj so vas gnali prvič v Tolmin? Torej, 49. leta je župnik gospod Kragelj Joško bil obsojen na smrt z ustrelitvijo in iz zapora je svoji mami izročil skrivaj listič, naj bi se Ljubčani pobrigali, kar je med vojno veliko ljudi rešil smrti in seveda taborišč. In na to seveda sam sem se odločil, da bom šel po hišah, da bi ljudje podpisali, da je vse to res in da prosijo za njegovo pomilostitev. Toda to pobiranje teh podpisov ni trajalo dobro, mogoče 2 dni. Nekega jutra, 3. dan, na vse zgodaj o 5. uri me sestra pokliče, ko sem še spal, da me v kuhinji čaka miličnik. Vedel sem, da se je nekaj začelo in peljal me je v Idrsko do avtobusa in potem naprej na sedež Udbe v Tolminu. Tam so me dali na začetku kar v bunker, v bivšo klet, in prepoznal sem, da v tisti kleti je bil 6 mesecev gospod Kragelj Joško pred obsodbo, ker na steni je z nekim ostrim predmetom narisal bivško cerkev. Tam sem bil nekako mogoče 3-4 ure, da so mi dali vedeti, kaj me čaka, če ne bom pokoren, če ne bom poslušen, če ne bom poslušal njihovih navodil, da bi opustil svojo namero postati duhovnik ali da bi z njimi sodeloval. No, potem so me dali v dežurno sobo, to je visoko pritličje na desno stran, in ves čas, to sem bil kakih 14 dni tam, nihče me ni, ne po noči, ne po dnevi, kontroliral, če sem tam, kajti okna so bilo zelo nizka, po 2 meter, in verjetno so čakali, da bom jaz ušel čez mejo, kajti Livk je bil blizu in poznal sem marsikaj, kako se pride do meje. In seveda, to je bila velika past in meni ni dalo, da bi to zadevo, da bi bežal, ker potem bi se vse skupaj izrodilo na slavo. No, tam me je žgavc Gorazd, šef Udbe Tolminska, me je zasliševal, pritiskal je na to, da bi sodeloval oziroma da bi opustil svojo namero postati duhovnik. Čez nekaj dni pride v mojo sobo, tam dežurno pride
višji šef, višji udbovec. Takrat so udbovci imeli oficirske uniforme. Verjetno je bil to Zdenko Roter. Nekaj me je vprašal in zdaj sem se mislil, neka sprememba bo. Res, če ne zdaj kaj dni, na vse zgodaj so me dali v zapor, tega ni več v Tolminu. In tam sem se znašel v sobi, kjer je bil neki fant iz Žage, ki so mu šle ovce čez mejo in on je šel po njej. Vse je to logično. A potem so vas postavili tukaj tudi domov? Ja, po nekaj časa, verjetno je iztekel tisti rok, po določenem zakonu so me pustili domov. Jaz seveda so me bile same noge in tam pri Pršetu, kjer je zdaj krožišče, bodi si da gre proti Kobaridu ali proti Novi Gorici, tam me je dotekel miličnik, poznejši smo se spoznali v Bovcu, Leban, doma iz Vrhpolja oziroma Vipave. No, seveda sem se vrnil, ker je rekel, da moram samo nekaj podpisati, ampak šlo je za drugo. So me dali pod drugo zakon in napisano je bilo 24 plus 3. To je bila administrativna kazen in potem sem prišel v Litostroj. In vsi smo se spraševali, kaj pomeni 3x6, 3x12 in tako naprej. Razlagali smo se tako, da 3 mesece bomo v zaporu, ostale mesece pa bomo na nekom delovnem kraju, ki jo bo Udba določila. Ampak vse to nič ni držalo. Odpuščali so nas, kakor je bilo potrebno. Kaj pa ste delali tam, gospod? V Litostroju smo delali 10 ur, slaba hrana, 600 gramov koruznega kruha, to je bil glavni obrok. Zjutraj neka poplava, opoldne, če so dobil kakšen fižolček, neki strojni inženir Selesenic je dobil en tak košček sala, kakor en fižolček in je rekel, danes bom močan. Pa nobeden se ni smejal, ker smo vedeli, v kakšni stiski smo bili, kako smo se izčrpavali pri tistem težkem delu. Utaknili so me v 6. četo, to so bili mladi fantje od 18. do 24. leta in smo najtežja dela opravljali. Kopali smo gramoz, vozili, sejali, prevažali in vse to. In seveda, to je bilo zelo težko. Prosti dan oziroma proste ure smo imeli samo ob nedeljah popoldne. In neko nedeljo, to je bila 24. septembra, naša četa je šla okrog taborišča nekaj popravljati oziroma poglavljati tisto kanal vode okrog taborišča, da bi bilo težje zbežati. In ko smo šli noter v taborišče po kosilu, naša četa je šla na krug in 400-krat smo mogli lezi, diš se. Kako vem, da je bilo 400-krat? Po 10 krajih sem začel šteti, kar se mi zdelo čudno, da to še traja in traja. In tisti, ki je komandiral, je bil neki kriminalc, vrhovnik ali nekaj podobnega. Pozneje so rekli, da je on to zlorabljal in da je šel pred sodišče, ampak to so same kvante, kajti niti s prstom ni mogel človek migniti, ne da bi Udba to vedela in da bi on to na svojo roko mogel delati. Ampak vidite, kako znajo vse skupaj, ko so videli, da je šlo čez rob, vse skupaj na drug način pokazati. In to farbajo ljudje tudi danes. Koliko časa se pa tam zdi?
Torej, Litostroje sem bil nekako po 2 mesec, potem so me dali 24 oziroma 27 so nas določili in so nam dali kruh in vsi so mislili, da gremo domov. Moj sošolec Lojze Drobež, ki je bil v gimnaziji odličnjak, doma tam z revirja Knapi, je rekel, ti boš šel zdaj domov, ko se začne akademsko leto, bilo je pred septembrom, pred oktobrom. Se je rekel, saj tu je visoka šola Rankovičova, Litostroj. No, namesto domov smo prišli v Tacen, tam so že 3 sodniški napravili 2 baraki in mi smo prišli v eno barako in smo mislili, da bo to dobro. Pasniki so nam dovolili, da smo pisali pisma, neki Janša z Kranja je tudi pisal za kitaro. Vse take reči, mi smo mislili, da smo prišli na neko pol svobodo, kajti Tacen je ena najlepših točk v okolici Ljubljane pod Šmartno goro. Tam so imeli frančiškani svojo redno rezidenco in ostaja še neka stavba, katero smo začeli obnavljati in to stavbo smo morali obnoviti do 29. novembra, ko je bil glavni praznik republike in tisto stavbo smo adoptirali za udbovsko šolo. In še preden se je to končalo, tista fasada ni bila še ometana in tisto stvar pred 29. novembra smo morali hitro ometati. Jaz sem bil zidarski pomočnik in en električar Štajerc mi je rekel, veš, zakaj bomo ometali to fasado? Ker iz obednice po zunanji steni je šla v eno sobco zgoraj, so šli kabli in to smo vedeli, da bodo prisluškovali te fante. Najbolj zveste med zvestimi, torej smo vedeli, če nje prisluškujejo, kako ne bodo nad nami pazili, da se kaj ne zgodi. Koliko časa ste bili tukaj? Torej, eno leto sem bil vsega skupaj Litostroj in Tacen, Rocen. Rocen se je rekla tista kmetija, kar je bilo že. Nekaj hujšega je bilo. Z nami so delali po delu, po 10 urah dela, kakor mačka z mišjo. Enkrat so nas postavili pred barako, 2 vrsti proti drugi in so rekli, zdaj scajte drug proti drugemu in potem smo morali vleči se dol z glavo prav do konca in ker nisem z glavo šel, mi je Teropčič Alojs, ki je bil upravnik te kaznilnice, tako rekoč delovne, mi je stopil na tilnik. Nekaj dne je prišla tudi po zimi neka komisija, med katerimi je bil tudi Ribičič in nas je vprašal, kako se imamo, kakšne razmere so. In doktor Osolnik, zdravnik, ki je bil že v Nemčiji zaprt, je rekel, samo plinske celice ni, ampak druge je še hujše, kakor v lagerju v Nemčiji. Komisija s Ribičičem je odšla, tudi njega so odpeljali in po dolgih letih sem prišel do stik z njegovo ženo, ki je bila starejša, 32 let, Osolnik je bil letnik 1900, žena pa 32, še živi v Ljubljani. In mi je rekla, da se bo dali v bunker, po zimi je bilo, takratne zime so bile hude, in da bi ne občutil kakšne posledice zamrzitve in moral telovaditi in tako naprej. In ko je prišel ven, je slišal, da Ribičič je bil v neki misiji, mednarodni, v neki mirovni misiji. Je rekel, če bi ga srečal
na cesti, bi mu dal klofuto. Jaz sem gotov, da bi mu dal, kajti je bil toliko koražen, da je vedel, kaj ga čaka, če bo rekel, da je taborišče v Tasnu tako hudo, a je še hujše, kakor v Nemčiji. Sem bil gotov. So ljudje, ki so zelo neustrašeni, če tudi vedo za posledice, taki so. Jaz teh ne bi mogel posnemati. To je bilo družbeno koristno delo. Tako se je reklo takrat... DKD, družbeno koristno delo. Tako se je reklo takrat taki prisilnemu delu, brez, ki je bilo možno vsakega, ki naj bi bil potencialni sovražnik novega sistema, poslati brez obtožnice in brez sodbe. Gospod, vi ste še enkrat doživeli, oziroma še dvakrat. No, kako je bilo pa drugič? Bil ste dovolj trmast, kot sem povedala, da ste šli nazaj v semenišče. Ja, veste kaj? Ustrajali na svoji poti. No, kako je bilo pa potem? Je bilo leta 51, junija meseca, ko smo pripravljali se na izpite in moji sošolci so se pripravljali na mašniško posvečenje. Tudi gospod Ivo Pavlin, ki je lani umrl iz Šempetra, bil doma, je bil moj sošolec. Torej, Udba je na dan, ko bi popoldne morali imeti cel popoldne nek izlet, Udba je zaprla semenišče in smo v dvorano Jožefovo, vsi smo morali iti skupaj tja in potem so posameznike poklicali, da so šli v sobo, pregledali vse, kaj imajo in tako naprej. In jaz nekaj dni prej sem dobil od gospoda Cimpriča Danila, ki bo doma z Volč, je bil v zaporu, neki lističi poslal po enem bricu, ki je delal tam s temi zaporniki in žal tisti listič je dobil Udbovc in potem je bilo konec. Peljali so me na pač v tiste zapore, kjer sem bil 8-9 mesecev v preiskavi. Torej, značilno za te preiskovalne zapore so bile samice in zasliševanje. Bi morda kaj povedali o tem? Torej, zasliševanja so bili samo po noči, od 11 do 1 ali 3 na Brezmadežno, ko je glavni praznik gore semenišča, sem dvakrat bil zaslišan. Torej, zasliševanje po noči, tam te zbudi, ko si v najlepšem spanju, s tistimi ključev slišiš po hodniku pride in odpre vrata, kakor da te zavode s nekim nožem na zaslišanje. Takrat se hitro spraviš skupaj, kar si imel, in prideš gor v tisto sobo, ki je imela blendirana vrata, da bi se nič ne slišalo zunaj. Tam pred mizo je sedel, listal tiste obtožbe, se čudil in tako naprej. Na eni strani je imel posodo z vodo, na drugi strani revolver in potem je začel, no, da bomo začeli, odkot sem doma in vse te formalnosti. In seveda, da mi je pisal Cimprič, to ni bilo nič obtožb vredno, ampak so me takrat vključili v tisto skupino duhovnikov, ki so jih kakih 14 dni prej aretirali, župnika iz Kogorida Ivana Kobala, Ivana Hlada iz Loga pod Mangartom, Ljubo Marca iz Drežnice, Karla Klinkona iz Libušin, ki je bil doma iz Tolmina. Potem je bil še zadnjik Robert Kaplan v Sukanu. In nekaj dni prej je prišel k nam obiskat. Ja, Ludvik Šturm, seveda, ki je bil v Kobaridu organist.
K sreči je prišel nekaj dni pred mojo aretacijo v semenišče duhovnik, ne? In nam je povedal, da so te duhovnike aretirali. Tako da, ko sem slutil, da so me vtaknili v tisto skupino, sem vedel, kam bo šla cela reč. Vse nas so dolžili špionaže, ko pojma nismo imeli o tem. Seveda smo bili ob meji in tu za Gorozda Žmavca je bila pač nuja, da mi imamo stike s tujino. Pa sej so vedeli, da nismo imeli nobenih takih stvari. Ampak glavna tožba je bila, da bi pustil svojo odločitev za duhovnika ali da bi sodeloval. Po 4 mesecih ta zadeva ni šla nikamor in je rekel, po 4 mesecih je rekel, zdaj pa ne bo 10 ali 15 let zapora, ampak bo 20-25, ker smo dobili eno drugo žilo vaših stikov s tujino in zdaj bo malo hujše. In je začel napisati, kakor da sem pred 1 uro prišel v zapor, odkot sem doma, kdo so starši in vse te generalije, ki so bolj potrebne. Meni je takrat prišlo v smeh, prav določno v smeh, ker se vedel, da je vse to montirano, da to je nič napravljeno. In temu Zdenku Rotarju je vzelo peruti, da od tistega dne naprej nič ni bilo od tistih 20 ali 25 let. Mehčani so vas tudi v Semicah. Kako ste preživljali tisto, kar se težko predstavljamo? Ja, veste, Samica pa je nekaj takega, da moraš biti tam in potem občutiš. Samo sam se zapri nekam 2 dni, da ti nosijo hrano, da imaš na vrhu tako linico, s katero prihaja nekaj svetlobe. Je dolgo 2 metra, po 2 meter široko, v kotu je kibla, na vratah je ena odprtina, kjer ti dajo hrano, potem je kukalo, s katerim te po noči kontrolirajo vsake pol ure, odpre luč in to te tudi moti, da ti spanec prekine in potem si zmešan, ne veš, kaj je. In tudi ne veš, če ne znaš hitro reagirati, kakšnega dne smo, in nekega dne me je zaseljac vprašal, pa kakšnega dne smo danes? In sem rekel, pa ne vem, pa sem vedel, kaj mu bo pravil, ne? Sem pa z enim predmetom tam nekaj, tako da sem vedel, da je ponedeljek, torek, sreda in tako naprej. Torej, noter je nekaj groznega, se ogledaš, ko prideš noter, kako je in kako ni, in če nimaš vere, te strah tako pretrese, da ne veš, kako in kaj. Nekega noči je eden tam malo naprej od mene je začel po noči tako rjoveti, da me je strah pretresel. Potem pride paznik, ga vzame in ga pelje v bunker in potem zapre tista železna vrata in potem delaj, kar hočeš. In to je pa grozno, če te to zadene. Hvala Bogu, mene ni, ker sem ves čas molil, da ni prišla v mene tista praznila, ki bi me odnesla, ker bi hitro popustil in bi rekel, no, vse priznam, samo pustite me domov in bo končal s tem študijem in tako naprej. Ampak Bog mi dal to milost, da sem molil, včasih tudi po 30 rožnjevencev zmolil. Hvala Bogu, tu nima nobene zasluge, ampak Bog ne zapusti nobenega. Nekega dne pri zašliševanju je tale zašliševalc pravi, ja se imate kar stotine teh mitingov, mislil je na svete maše. In mi ta misel, takrat so cerkve bile polne, ta misel, danes je nedelja, ljudje molijo tudi za mene in jaz molim za nje. To mi je dalo tako energijo, tak elan, tako optimizem en mesec, da je nekaj neverjetnega, ker Bog ima 1000
načinu, kako pride do tebe, takrat je prišel po Udbovcu, je prišel do mene. In se ne smemo nikdar bati, če njega ne zapustimo. Kakor vse dni do konca sveta sem z vami. In ta vera me tam drži. Potem ta občutek župnije. Zdaj od takrat, meni župnija je nekaj pomembnega, da nobene me ne bo prepričal in če hodiš k maši ali ne hodiš. To je bistveno. Ne? Tam se zbiramo, tam smo občestvo, tam so brati in sestre, otroci, mladi in tako. Oprostite, ker reče, če lavšam, ker ne, oprostite. Sam bi to vas rada vprašala, koliko časa ste pa bili v Semici in koliko časa pa je bil v župnik Joško Kragler v Semici? Torej, Joško Kragler je bil v tem bunkerju, v tem kleti sam 6 mesecev, ves čas tega zasliševanja. Ne? Jaz sem bil ves čas, torej tale moja preiskovalni zapor je trajal 9 mesecev. Od tega sem bil 7 mesecev v Samici. Ampak ne prekinjeno, ker nekajkrat so me dali tudi skupno sobo in tam sem prišel tudi z drugimi v stik. Tam je bil neki Lojze, da se ne spomnim, sorodnik tega direktorja družine Petriča, ne? In je rekel, je bil strastni kadilec, je rekel, če zvejo, da sem tak strast kadilec, mi vzamejo cigarete in jaz sem fertik. In potem bo vse skozi lav. Prav s to besedo je povedal. Če tudi je vedel, kaj ga čaka, ker med vojno on je sabotiral, ker je bil železnica, sabotiral železnico, ki gre v Trbiš. Pozneje pa je mu nekaj stike s tujino, a nisem vprašal, marsikam mi je povedal, pa a nisem vprašal naprej. Gospod, koliko časa ste bil pri tem preiskovanju zaporu in sodba pa je bila v Tolminu, ne? Torej, 9 mesecev je bila preiskovalni zapor, 7 mesecev sem bil v Samici in tako. In potem tisto leto, verjetno bi morali biti obsojeni že nekje 52. leta, februarja meseca, ampak takrat je sneg padal v Ljubljani. Na Livku je bilo 4 metre, v Tolminu 2 metra, v Ljubljani pa meter. In mi smo vedeli, ko je šla preiskava proti koncu, so me tudi vprašali, če bom imel svojega advokata, ampak sem rekel sam pri sebi, vseeno je, ali imaš ali nimaš, in sem pa njim povedal, da smo revni, da ne moramo take stroške si privoščiti. No, in so mi dali nekega Pavliča ali Pavlina za uradnega advokata. In ta uradni advokat mi vprašal, ker ne vedel, seveda ste bili pod vplivom, ker ste mlad, starejših duhovnikov, ste nasedli in tako naprej. On se je rekel, če nič ni res, kako je to? Ja, vidite, ti nudi neke stvari, kakor da si kriv, pa nisi kriv, ne, kako? Torej, ni logike, se ne moreš, ne. No, in potem, kar je bila taka zadeva, ko smo bili v zaporu, vsak dan smo šli po 20 minut v notranje dvorišče in tam smo drug za druge morali na hrbtu roke, v tla gledati, nikar ne naprej, ne nazaj, in nikdar se nisem srečal s tisto skupino duhovnikov, s katerim sem bil pozneje obsojen. In gorječe bi kaj pogledal, pasnik je bil tam v kotu s puškom in trljezom in bi tudi kaj padlo, če bi ne bili disciplinirani. No in potem so nas preko iz Ljubljane vse v eni taratajki smo bili v enem taki avto, ki je bil tako živinsko, človeško ustvarjen. Nekaj špranja je imel, tako da sem vedel, da sem šli skozi Postojno, Gorico in gor, nismo šli skozi Idrijo, ker tam je bila še cesta zaprta zaradi snega. Prišli smo v Tolmin, dali se nas v zapor, tam vsak svoje,
In cel teden je trajala ta obravnava. Najprvo smo prišli tja, ker je zdaj muzej, tista velika soba. In tam smo bili spredaj razporejeni, vsak je imel svojega angela varuha, miličnika. In tam je bila, tam so obtožnica povedali, kakšne barave smo bili, da smo imeli take stike s tujino in smo ogrožali temelje socialistične Jugoslavije, Petres 10. stopnje ali 12. Ne vem, koliko je. No, tudi. No, kakšne kazni pa ste dobili? Kazni so bile, Od? ja, od 18, gospod Ivan Koval, nedolžna duša, da ptiču ni zmotil kakšne vode. Torej je dobil 18 let stroga zapora s prisilnim delom. Drugi je bil Ivan Hlad iz Loga pod Mangartom, 16 let, isto strogi zapor in tako naprej. In Ivan Hlad je pa tudi znal tako, ni molčal in potem izgledalo včasih, kako da se zafrkava, kako jaz, ko sem se posmejal, da so dobili novo žilo mojih stikov s tujino, tako on je, in potem so ga ukrotili, da smo dali 16 let stroga zapora. In vi ste dobili? Jaz sem dobil 3 leta in pol stroga zapora s prisilnim delom in tako na gospod. Ludvik Šturm je tudi dobil 10 let, mislim 10 let in pol stroga zapora, je bil pa nekako 5-6 let notri. Najdalje so bili ta dva najhujša baravinca, gospod Hlad in gospod Koval iz Tolmina, sta bila skoraj 10 let. In po osamosvojitvi so rekli, da je bila to neljuba pomota. Ja, hvala lepa, neljuba pomota, ki traja 10 let. Kako je to mogoče? No, kako je bilo pa potem, ko ste služili vašo kazen? Ste bili tudi na prisilnem delu ali ste bili v zaporu? Ja, potem, ko sem bil obsojen, so me dali najprvo na Miklošičevo, tam te stavbe ni več, tam so zdaj bloki. In nekega dne so mi dali v sobo gospoda Ludvika Šturma, tega organista. Saj ne vem zakaj, ampak gotovo so imeli kakšne priprave, da so posnemali naš pogovor. Takrat mi je povedal, da so tudi od njega želeli, da bi šel v Italijo in pripeljal Stanka Bontarja, ki je bil duhovnik, domačin iz Kobarida, ampak takrat je bival v Kobaridu in je imel duhovno oskrbo za domobrance, ki so v Kobarid prišli nekaj časa prej. In on ob priključitvi je všel v Forlanijo in dol je ostal ves čas. Ampak gospod Ludvik tega ni pristal, da bi šel dol. Imel je 3 otroke, ženo, in če bi on ostal dol, bi se pa maščevali nad njim. Se veste, vsi so bili prizadeti, družina in tisti, ki je bil obsojen. In so velikokrat tudi nam povedali, da tisti, ki so bili poročeni, da je žena nezvesta in zunaj pa tistim ženi pa mož, da je ne mara. Veste, da so med najožjimi sorodniki napravili tako zdrako in tak sovraštvo, da je bilo nekaj strašnega. Bi še kaj povedal o neki drugi taki primeri, ampak pustimo to. No, tam ste se tudi naučil zidariti, je res? Ja, veste kaj, ta je bil delovodja tega v Tacno, Rocno, je bil neki Bric Simoniti. Ta je bil taka nazvita lisica in nekega dne si izmislil, kako bi to normo dvigal in je izbral 4 fante, bolj močne, mlajše,
In je obljubil, če bodo delali predno, da jim bo dal cigarete, boljšo hrano in tako. In ti fantje so pristali. Mi smo jih pa opozorili, boš videl, kadar bo nehala ta preizkušnja, tista norma, da se zviša, potem bo se tudi vi občutili. Ampak nič ne pomagalo. Cigarete in cigarete. Kdor je kadi, veste, je to ena taka omama, da, no, in dejansko potem so normo zvišali in za nas je bilo dosti hujše. Čakajte, kaj ste mi vprašali? Veste, zdaj še to povejte. Vi ste pri glavnem duhovniki posebej, kadar ste služili kazen. Ja, ko smo služili kazen, iz Miklošičeve so me dali na Žale, tam so duhovniki končavali udbovske bolke. Tam je bilo večina duhovnikov. Glede, takoj po 45. letu so veliko časa duhovnike zadržali v zaporih. Potem je prišla misel, vi krvosesi, lenuhi, ki zdravljate ljudi, zdaj boste šli na delo. In ti duhovniki na delovnih mestih so se zelo izkazali. Tako da tiste delovne organizacije so jih pohvalili in na Žalah sem tudi videl dva taka pohvalna zadeva, ki so pohvalili duhovnike, da so bili zelo. In tu mi seveda ni šlo račun in potem prvič v zaporu jim ni šlo račun, drugič na delu, spet so bili duhovniki uspešni in so vplivali pozitivno na druge zapornike. In potem so nas dali v skupno sobo, mene so dali v skupno sobo, kjer je bila katoliška cerkev zastopana. Po vseh teh redovih so bili škofijski, frančiškani, kapucini, jezuiti in lazaristi in tako naprej. Vse veste, je veliko teh redov, sami duhovnik in jaz sam sem bil, gospa, če mi nalijete, da bom več govoril, ker smo navajeni govoriti, ne? Ja, no, toliko da malo razmišljamo naprej. Potem je prišlo do amnestije. Večinoma zaradi sprememb v zunanji politiki in v razmerah v Jugoslaviji. Torej niste odslužili vsi, ampak ste počasi drug za drugom odhajali z tega zapora. Torej v tisti sobi je bila dejansko spet visoka šola. Vsak dan smo si določili neko temo, ne jaz, oni so bili doktori, naprej doktor Dokler, njegov oče je bil tisti, ki je napravil slovensko-grški slovar in tisti nas še marsikaj naučil, ker je bil tako nek red je imel in je znal, kako brati časopise. Na tem so se veliko naučil. No in po časopisih notri so dobivali samo Dolenjski list in Slovenski poročevalec. In veste, zakaj so pozneje spremenili poročevalca v Delo? Nobena republika ni smela imeti časopis, tednik ali dnevnik, ki bi poudarjal narodnost tistega naroda. Slovenski poročevalc. So morali premeniti. Hrvati so imeli Vjesnik, naprej so imeli druge in tako naprej. Torej, narodnost je bila Jugoslavija, ne pa Slovenija ali Hrvaška in tako naprej. Torej, vso zgodovino so zmešali in ljudi pretentali. Torej, ko smo takrat po časopisu, smo nekaj slutili, da se nekaj dogaja. Vse veste, ne morajo tudi časopisi najbolj ekstremni nekih stvari zakriti. In kdor tako pozorno bere, ugotovi neke stvari. In mi smo iz tistega slovenskega poročevalca razumeli, da se nekaj dogaja, da bo neka amnestija, ker menda takrat je Tito nameraval iti v Britanijo, v Anglijo. In seveda, da je pokazal neko velikodušnost, je dal amnestijo, pomilostitev, ampak v tem smislu
tisti veliki kalibri so jim znižali nekaj kazni, tisti, ki smo imeli majhne kazni, smo bili pa oproščeni in smo šli ven, hvala Bogu, po tolkim času. No, potem ste imeli pa še enkrat eno kazensko, ne? Vaš kazenski bataljon pri vojakih. Ja, veste kaj, torej, ven sem prišel po drugo leto, tako da v zaporu sem bil 2 leti in pol. In potem, 53. leta, 22. julija, ker sem bil stalno bivališče sem v Ljubljani, kajti takrat vsi študentje so morali imeti stalno bivališče, kjer so študirali. Zakaj to? Da je Udba imela nadzor nad študenti. Kajti študenti so zmeraj tisti, ki je bolj vrelo, bolj taki, ki hočejo nekaj in tako naprej. In da so imeli nadzor, sem bil tudi tam prijavljen v Ljubljani in 22. julija smo iz Ljubljane, 13 nas je bilo, smo šli določeni v Kikindu in z nami je šla tudi karakteristika naše preteklosti. Z mano je bil tudi Vili, bogoslovec, ki je že umrl, on razmeroma mlad, in midva sva pač v kupeju skupaj bila in iz pripovedovanja drugih te skupine smo gotovili, da samo 2 niste bila v zaporu od te skupine. Torej smo šli kot zaporniki v neko edinico, ki je bila kazenska, kajti v Jugoslaviji tudi Bovc je imel to kasarno kazensko. In tja so prišli tudi oficiri kazensko in tudi v Kikindi so bili oficiri, ki so bili poslani tja v Pešadijo, torej Pešpolki. In eden, ki je bil v Ljubljani na aerodromu, Abjatiča, pokazan je šel v Kikindo kot pač Pešpolki, ker je ta Pešadija. No, in tja smo prišli in so nas dali, ko smo prišli tja na krug, tisti glavni od te edinice, od te kasarne, nas je postavil tako in pravi pa ko, pa več, svi ste videli več v zatvoru iz Ljubljane, kako to? No in potem, meni se zdelo, kakor da smo na sejmu živine, da te preštejejo, da te ocenijo, koliko si, kako za... In vsak komandir čete je vzel vsak svojega, in jaz sem prišel tudi v četo, kjer je bil oficir, Srb Damjanovič, hvala Bogu, je bil zelo dober. Nikdar mi ni nič očital. Toda, vsak dan smo imeli politično nastavo, to se pravi katekizem Socialistične republike Jugoslavije, in nekaj dne pride, ko smo bili to predavanje o politiki in tako naprej, pride KOS, to je kontraobveščevalna služba, oficir, ki pazi, da se kaj ne dogaja, da ne gre kaj preko roba. In takrat me je predstavil pred temi fanti, moje čete, da sem bil kaznovan zaradi špionaže. In špionaža je bila najhujša kazen, oziroma, ja, najhujša reč, kar si lahko napravil proti državi. In od takrat, nekako en mesec, okrog mene je postala ena tišina, nobeden ni govoril z mano, oficir je, kar je bilo treba uradno, in prvi, ki so se mi približali, so bili šiptari iz Kosova, torej muslimani. In so rekli, ova je školovan, a veruje, ne? No, vidite, tudi tam se dobijo dobri ljudje, tudi oficiri niso bili vsi hudobni. Tale Damjanovič nikdar mi ni rekel, da kako. In celo mi je skoraj hotel imeti za starešino čete, tisti, ki nekako vodi stvari
je namestnik oficirja, ampak potem je dal pisati en krist, sem imel bolj slabo pisavo in cirilice nisem znal, ker nikdar v Gorici nismo študirali cirilice. Potem me je opustil, sem prišel v Četo kot pomočnik nišanđije, to je puško-mitraljeza, ker smo morali vsi poskušati, kako bomo streljali na 25 metrov in jaz sem vedel, če bomo puško-mitraljez, bo treba to nositi 25 kil, niso špasi. Potem tisto tarčo nisem nič zadel, ker ne, ampak namenoma. Ja, nisem nikomu povedal, ker bi rad bi došel. No, po tej vojaščini, Prosim? po tej vojaščini ste spet se odpravili v Ljubljano v semenišče. Ja. In nekaj časa ste celo že študiral kot privatist, kako, zakaj pa to? A ja, po prvem zaporu, administrativni, torej upravno kazen, nisem smel poslušati predavanj na teološki fakulteti. Sem moral posebej doma v semenišču študirati, drugi so šli na predavanja, jaz pa doma sam. In nekega dne na hodniku vidim pod tistimi pražniki, sem videl en tak listič skrit tako pod pražnikom. Pogledam, bilo pisano Zlomškove drobtinice. To je udba po nekom semeniščniku poslala noter in tista reč je bila tako, neke stvari, besede so bili proti udbi, nekaj proti našim predstojnikom. To je bilo nalaž tako dvolično napravljeno in oni so hoteli na različne načine spraviti teološko fakulteto na boben, da jo minirajo. Saj res pozneje, 52. leta, februarja meseca, so teološko fakulteto izklopili iz univerze. In s tem fakulteta ni imela nobenih subvencij, je bila samostojna, ja, na Nageritika, ne? Ja. Pa vendar ste prišli do konca in 55. leta imeli slavno novomašo na Livku. Ja, veste, jaz sem precej zamudil teh študijev in 55. leta 29. junija nas je svetniški škof Anton Vovk posvetil. Mi nismo vedeli, kako so ga martrali in videli smo, kako je bil nervozen, ko je maševal, ko je delal križe, ampak nismo vedeli ozadja. Vse veste, tista knjiga Spomini in opomeni, ki je čudežno ostala, da je niso udba dobila. In potem, ker pa so bile okoliščine, da nisem imel takoj nove maše, šele 31. julija sem imel novo mašo. Kajti v Bovcu je bila tudi Birma med tistim časom in gospod Toroš, da ne bi delal konkurence z novo mašo, Livek in Bobec, to sta daleč 29 km, sem moral odložiti novo mašo. In prvi datum, ki je bil določen za novo mašo, so imeli tudi v Starem Sedlu neko prireditev, neko spominsko zadevo, civilno, in ker sem jaz predstavil, so tudi oni postavili, da bi ljudje ne šli na Livk, da bi šli na tisto občinsko, ljudsko proslavo. Torej vidite, kako se je vse tako motilo. In se veste, takrat tisti, ki hodili na novo mašo, peš ali z bicikli, miličniki kontrolirali bicikle, ali so v redu, ali niso, in mnogi so morali dati kazen. Pa ko so šli na njihove proslave, nihče ni kontroliral. To smo enakopravni posod, da se razume. No, po novi maši je gospod župnik služboval v Šempasu, potem na Otlici, veliko let v Bovcu
in nazadnje prišel na dolino spet privlačno. In to četrtino njegovega življenja, to prvo, opisuje ta knjiga. Otroštvo in to pot skozi ogenj do nove maše. Pisana je zelo prijetno, odkrito. Ste dovolj čutili danes ali pa v tisti oddaji Pričevalci, kakšen fotografski spomin ima Gospod. Pisane pa so tudi tako, da tista doživetja objektivno opisana, vendar ne samo dogodki, temveč tudi razmere. Opisan je čas, zelo si je poglobil svojo psihološko in filozofsko razgledanostjo, tudi svoje sojetnike, razumevajoče gledal na tiste, ki niso vzdržali krivic in trpljenja in so priznali in kesali za stvari, ki jih niso opravili. Zelo razumevajoč je tudi do tistih paznikov in zasliševalcev, ki so svojo položajem hoteli doseči potrditev samega sebe, lažni občutek večvrednosti in pretiravali z nasiljem, pa tudi razumevajoče gledal na tiste, ki so hoteli svoje agresivne, sadistične nagone legalizirati nad temi ubogimi, prestradanimi, predelanimi jetniki, ki so bili nemočni in nezaščiteni. Ves čas spremlja nekako zaupanje v pravico, zaupanje vsemogočnega in zmago dobrega, tako da vidi celo v tistih krivicah in trpljenju neko korist pri osebnem dozorevanju, potrpežljivosti, vztrajnosti in duhovni moči. Vse skupaj pa preveva evangeljski nauk, ljubezni, tolažbe in upanja. Zato je res vredno knjigo prebrati in tudi spraviti za spomin naslednjim rodovom, da bodo vedeli, kaj je bila resnica, kaj so naši duhovniki prestali za to, da so postali to, kar je bilo njihova naloga, pastir svojega ljudstva. Ja, zelo sem vesela in se zahvaljujem tudi založbi, ki je izdala to knjigo, da je prišla med ljudmi, kajti njegova zgodba je tiščala v njem, ga motila, dokler ni v kratkem času, ko je že prestopil 90. leto, je spravil na papir. Zato res in hvala vam, Gospod, za take vaše lepe besede, ki bi lahko še trajali, še dolgo, samo pravijo, da mora vse biti v določenih mejah. Čas pa imamo še za to, da Gospod odgovori na kakšna osebna vaša vprašanja. Vi ste omenili gospoda Toroša. Mislite tega gospoda Toroša, ki je bil pol administrator? Mislite tega? Torej, on je pravzaprav nekaj dosegel on je nekaj dosegel, mislim, tukaj za ta del, ki je ostal v Sloveniji, mislim, od bivše Goriške na Škofje. Torej, predvsem mislim, da je njegova zasluga, če je postalo semenišče, malo semenišče, kako se že imenuje, v Vipavi. In tudi dnevnik oziroma tednik Družina verjetno je začelo pod njegovim, mislim, da je njegova zasluga. Torej, kako da je on to dosegel? Ali se je znal tako prilagoditi razmeram, ali je bila, recimo, ljudska oblast prisiljena nekaj dati cerkvi, drugače bi bila seveda
pod še večjo kritiko Zahoda ali pa ostalih. Torej, gledajte, vloga gospoda Toroša je bila zelo kočljiva. Pred njim so doktorja Močnika dvakrat dali čez mejo. In naša škofija je bila razdeljena, naša škofija je nastajala. In oni so vedeli, to moramo preprečiti. In ko so njega, gospoda Toroša, imenovali, je bil pred veliko dilemo, ali kaj sodelovati z oblastjo, da bi se vsaj nekaj začelo delati, ali pa, da bi ga zopet tudi njega čez mejo poslali. To je moje razmišljanje. In mi ne moramo soditi, ker pritiski so bili tako hudi, da je videl in on, kako sem slišal, to CMD, društvo CMD-ja, se pravi se, to je krščanska reč, ampak a je vedel ali ne, to je Udba ustanovila z namenom, da bi duhovnike odvrnili od Rima, postali neko nacionalno religijo, katoliško, ampak ločeno od Rima, kakor so pravoslavni ločeni in vsak ima svoje revirje, oziroma vsak ima svoje področje in država veliko vpliva, kakor v Rusiji, veste, so pod strašnimi pritiski. Mi imamo izven svoje domovine svoj sedež in Vatikan nima več države in tako naprej. In zdaj neke drobtine so mu dali, da je družina, ne? Da so dali kontra Ljubljani in ta logika njihova je zmeraj divite in impera, zmeraj ločitev. In gospod Toroš je bil nekako, se je ločil od drugih škofov, saj on ne bil škof, je bil pa, je imel vse oblasti, kakor škof, samo posvečeval ni mogel. Torej je bila zelo kočljiva ta njegova vloga in jaz mislim, da pred Bogom, vsaj potem, ko je stvari so se umirile, je popolnoma kontra šel, Ko sem bil v Tolminu na procesu, je on bil zraven vsa zaslišanja, ampak ni šel k dekanu Vodopivcu na stanovanje, ampak je šel v hotel Krn. In tudi mene so vprašali, kakšen odnos imam do CMD-ja. Sem rekel, da Vatikan je rekel, non licet, ni prav, da smo člani CMD-ja. In so rekli, pa kako, pa on podpira to. Jaz sem rekel, to je pač, vsak ima svoje videnje in ne vem, tu se ne znam pomagati, vsak ima svoje, on je bil tudi eden odličnih kanonistov, ko je študiral v Rimu, je dobil zlato kolajno, ne samo summa cum laude, ampak zlato kolajno, ker je bil odličen študent. No, in je prišel tako župo, ki je zgodovina cerkve ni poznala. In veste kaj, mi ne smemo tako soditi človeško, ker to je taki pritiski so bili zunaj na duhovnike, posebej pa na škofe in tudi na bogoslovce, ker bogoslovci, mladi fantje, da grejo v neko prihodnost, ki nima nobene prihodnosti. To so oni, zanje je bilo nerazumljivo. Če nimaš vere, ne moreš razumeti. Če ni vere v Boga in večnega življenja, je vse skupaj pade. Centrstnjak je rekel, če eni ne verujejo po smrti v življenje, kaj pa je Kristus? En človek bolj sposoben nič drugega. In zakaj je prišel na svet? Ne zato, da bomo jedli in pili, ampak da bi bili bolj brati in sestre in da bi imeli svoje teženje k Bogu, se tu je tista reč, oprostite,
Ja, vprašajte. Še kakšno vprašanje? Ja. Če ne bom vedel, pa drugička, ne? Če si vseti. Najprej bi tudi jaz vam zelo rad zahvalil za te spomine, ki jih trenutno berem z velikim zanimanjem. Gotovo to delo ni bilo lahko, mislim pa, da ste ga res odlično opravili. Ko berem take stvari, pa se mi večkrat postavlja naslednje vprašanje. Tukaj vidimo, koliko zla se je naenkrat pojavilo v našem narodu, koliko sovraštva, koliko hudobije, perfidnosti, žlehnove v odnosih med ljudmi. In se sprašujem, odkot naenkrat se to. Med drugim, kristjan mogoče bi se moral tudi vprašati, kako je mogoče, da se je to pojavilo tako rekoč v krščanski deželi. Sami v svoji knjigi večkrat pravite o paznikih, o biričih, ki so vas mučili in tako, da so bili najbrž krščeni. Kako si razlagate, da se je to naenkrat pojavilo? In to je eno vprašanje, pa še eno dodatno vprašanje vam postavil. To zlo na nek način še obstaja, ne? Kako mislite, da ga bi morali premagovati? Hvala lepa. Torej, kako je ta hudobija prišla? Vsaka hudobija ne pride kar tako. Tudi ko pride nevihta, začne drevje tresti, pridijo neki valovi. In tako je tudi v političnem in družbenem dogajanju. In takrat so bili tudi tisti, ki so bili nasproti cerkvi. Poglejte, ko je Jeglič to ustanovo Šentviški zavodi ustanovil, so bili tisti liberalci najbolj proti, pa je bilo najbolj slovensko usmerjena gimnazija. Prva gimnazija slovenska. In vendar liberalci proti. Veste, to se je kuhalo. In ljudje, ki so bili na tej liniji, so bili kandidati tudi, da so šli naprej. Potem eni so spregledali, eni so se zbali, eni so bili pod strahom in vse je šlo svojo pot. Naprimer tudi Kozvek, ne? Ali v bogoslovju, ta je bil zelo sposoben, ampak ko je bila španska vojna, je cerkvi očital, da ne zna časov razbrati, v cerkev je zelo previdna in ni nasilna in ni revolucionarna, ampak razvojna. In pozneje, ko je prišel tiste klešče, je videl, kako je. Ampak, ko zaenkrat zavožiš, si fertik. Torej, te stvari. In na drugi strani je spet to. Oni so začeli z nasiljem, pobijali, najbolj pomembni po vaseh in tako naprej, so zginjali in ljudje prišli pod strah, so začeli sodelovati, če tudi v srcu niso tega marali, ampak strah je ugonobil mnogi ljudi in še zdaj ugonablja. Še zdaj se ljudje, ker ti ljudje od zgoraj imajo denar, imajo izkušnje, imajo tudi korist od tega, da ljudi držijo v podložništvu, da so, ne? In zmeraj je prva, ki je največja sovražnica, je vera. Ker komunizem zmeraj ima nekoga
je zmeri tista dialektika ime nekoga, ki ga boš uničil, ki ga boš prvo je, da ga likvidiraš nekončno, kako pravim. In logika hudobije je taka in komunizem je tista skrajna, saj, poglejte, razsvetljenstvo, saj so sami intelektualci že 400 let so klestili cerkev. Bom se jaz nekaj vprašala. Kako? Še nekaj je bilo jaz to. A ja, veste? Da povete, potem me še nekaj vprašala. Mi sami se klestimo in mi sami se uničujemo. In cerkev je zmeraj tista, ki je nastrada in tista, ki je kriva. In potem seveda se tudi med duhovniki potem pod tistim terorjem eni popustijo, ma jih ne smemo kar tako na 24 hitro obsoditi. Moramo vprašati se, kakšne pritiski so bili. In mi teh pritiskov še zdaj jih čutimo. Veste, kdor tega ni doživel, ne more verjeti. In eni porečejo, vi se neke zamišljene stvari, saj ne bilo nikjer nobenih lagerjev. Seveda jih ni bilo, ker seveda, v Litostroj nas je bilo 800, Šterental, Kidričevo 800 in potem tisti manjši, vsa Slovenija, razen tu Primorska, ki je preveč blizu meje, ni imela teh lagerjev, ampak so imeli pa zapore. Gospod, zdaj ste vi zadnji od tistih špijunov, ne? In so večinoma vsi umrli naravne smrti. Ali so tudi vsi res umrli naravne smrti? Ja, vidite, jaz sem zadnji te skupine 7 obsojencev leta 52 v Tolminu. In mislim, da imam dobre zavetnike v nebesih. To me tolaži. In ko sem to knjigo izdal, se nisem bil tako prepričan, da sem pričevalec, ampak s to knjigo in s temi pričevalci na televiziji mi je dalo neko korajžo, še večjo. In gledajte, vsi so umrli, torej naravne smrti, za gospoda Ludvika Šturma, pa to je ena čudna zadeva. Veste, on, ko je prišel v zapora, nekaj časa je bil hodil na delo, tovarno, tam pri Kovaredu, na Piščencah smo rekli, in nekaj dne je zginil. In parola je šla v zrak, da je šel čez mejo, drugi, da se je vrgel neki brezno in tako naprej. Jaz imam drugo mnenje, moje osebno, ne bom nobenega prepričal ali kaj takega, vsak ima svoje. Ampak glede na preteklost, na glede vse, kar sem doživel in vse to, njega so pohopsali in šli poseben, saj so imeli v Kočevju posebne zlagarje in tam so delali z njimi, kar so hoteli, ker so vedeli, ne boš več videl lepega dneva. Jaz sem tega prepričal, to je moje prepričanje, ki je zelo hudo, ampak razmere oni niso bili polovičari. Oni so delali tudi, poglejte, ta Kidričke, pred par meseci sem bral eno knjigo, ki je izdal en Ljubljančan. Kidriča so že med vojno dvakrat oni zaprli. In njega so, v tej knjigi tako piše, tako sem bral, njega so zastrupili z obsevanjem Kidriča, da je umrl. Torej, če so oni lastne, ker Kidrič je bil zato, da bi imela Slovenija svojo vojsko, ne jugoslovansko. Je bil bolj narodnost, če tudi je bil velik klavec, vendar je imel drugačne poglede. In kdor je imel drugačne poglede, kakor Kavčič v 70-ih letih, so jih, njega niso likvidirali, ker ni bilo treba. In vidite, kako so končali,
No, veliko stvari, bi lahko se še dolgo pogovarjali, ne, Gospod. Kako je bilo tam in kako je bilo potem in kako je bilo že prej. Ja, če sem bil 4 leta, bi 4 leta govoril. Kajti, v enem dnevu se toliko dogodilo, da bi cel roman napisal. Tisti, ki imajo ne fantazijo, ki znajo drobne reči povedati, kot je prav. Gospod, pustimo, da bodo kaj prebrali, da kupijo knjigo. Ja, ne bo nobeden vse. Najlepša hvala, se vam zahvaljujem in bodimo pričevalci z doslednim življenjem, da nimamo sovraštva, da odpuščamo leto Božje usmiljenja. Gospod Podberšič, ko je to knjigo na Mohorjevi predstavil, to mi bo ostalo spominu, sej gospod Beršič je tukaj, ne? Ja, Renato, ne, starejši, no, pa si mlad po duši. Dobro, je rekel, to je uvod v leto Božjega usmiljenja. Nobenega ne sovražim in če bi gospod Rotar prišel k meni k spovedi, ne, ker on je bil krščen in tako naprej, jaz bi mu dal odvezo, če ima resnično pisanje in v nebeškem kraljestvu bi se lepo veselila celo večnost. Kakšno pokoro bi pa dal, če bi bilo samo? Tak je Gospod. Tudi hude stvari je on tako lepo opisal odvrlo, da niso tako grozljive. Da so nekateri celo opozorili, se veste, ko Gospod govori, kako je bilo, ne zgleda tako hudo, kot je v resnici bilo. To pravijo tisti, ki so to poskusili. Tako da je bilo že dosti hujše, kot je Gospod zapovedal. Povejte še eno besedo, ker nekaj župniki moramo zadnjo besedo imeti. No, sicer upokojeni, ampak če imam prakso, moram se tega držati, ker drugače ne bom župnik. Tudi ena, ki je brala to knjigo, v 2 dneh je prebrala in pravi, kako ste vztrajal, ko smo mi končali šolo, je nekdo prišel, tiste učenci in učenke, ki so vlekli, so na tem, da nastopajo službo, so rekli, kdor bo hodil k maši, nima službe. In mi smo se tega držali, pravi, in smo hodili sem in tja k maši skrivaj. Vi ste pa tako jasno povedali, hvala Bogu, ne? Saj ne more nobenega obsoditi, nobenega. Ker eni so imeli družino in v zaporu so tudi rekli, vam duhovnikov je lažje biti, ker nimate ne žene, ne otrok, ker če bi imeli žene in otrok, ki so tudi pod pritiskom, ne? Vsi so bili pod pritiskom. Moja mama je bila pod drugačnim pritiskom, ker je toliko trpela, tudi zgodaj umrla pri 62 letih. Ne? Dobro, no, toliko hočem povedati, mi smo imeli duhovnike in bogoslovci, smo imeli neko prednost, da nismo imeli svoje družine in smo bili bolj svobodni in smo se lahko odločili, magari, če bi šlo do konca. Ne? Dobro. Za vse dokončevanje se iskreno zahvaljujemo gospodu Stanku Sivcu za prijeten večer. Res iskrena hvala tudi gospe Mili Cencič, ki je tako lepo povezovala. Seveda gospodu Sivcu želimo še veliko zdravih let, ne? Veliko zdravih let, da bi užival v sredi, ne? V naši sredi. Torej, nekaj knjig imamo na razpolago, gospod Sivec, upam, da boste podpisal, ne? Ja, če nekaj podpisal, imam še v zalogi. Imate? Lepo. Nekateri so še si vzeli knjigo, tako da boste, vas prosim, če boste lepo podpisal. Osebno se pa lahko nadaljujemo pogovor ob kozarcu vina, tako kot je v naši navadi, bomo lahko nazdravili. Torej, naslednje srečanje pod Lipami bo v četrtek 5. maja in sicer bomo večer posvetili doktorju Andreju Kosavju. Tako da vas vabim že sedaj. Ne?
Še enkrat hvala lepa obema in hvala tudi vam, da ste se udeležili nocojšnjega večera in lep večer še naprej. Najlepša hvala. Ja,